Dober dan. Ko avion pade dol, je to vedno zgodovinska prelomnica. Tovariš Tito je klatil avione tam okrog Kranjske gore in se zapletel v strahovite spore z Zahodom. Špijonski avioni, ki so leteli prek Sovjetske zveze, so padali dol. Imenovali so se U2 in to je bila ena večja prelomnica v zgodovini rock'n'rolla. Včeraj sva videla posnetek sestreljenega lovca ruske izdelave in ruske ekipe nad sirsko-turško mejo. Očitno v ozemeljskih vodah oziroma nad ozemljem Sirije. Seznam pravi, da je en od pilotov umrl, drugi, da je bil rešen. Tako, tole se grdo zapleta. Ja, zdaj se bo poslušalka se bodo vprašali, kako vam je od tukaj do Slovenije prišla. Bože, ne. Bo ostala kar pri tem. Čarobna beseda je geostrategija. Ne? Geostrategija. 3. svetovna vojna. Ali gre lahko za 3. svetovno vojno? Ali gre za prasko? V kakšnem razmerju se postavljata zdaj dve vele sili spet nazaj? Ne? Mislim, zdaj, ko je Broz razstrelil avion nad Kranjsko goro ali tam okrog planice Tamarja, pač ni prišlo do 3. svetovne vojne. Ne? Mislim, ko so Sovjeti klatili dol U2, se to tudi ni zgodilo. Zdaj so mogoče stvari bolj senzibilne. Ti si urednik Sobotne priloge in si mi dal nalogo, za katero še ne veš, ne? Ampak sem razmišljal, kaj bom pisal, kaj bom naredil. In zdaj sem spomnil nečesa zelo pomembnega. Ne? Kdo je v bistvu nategnil vse potencialne bodoče iniciatorje 3. svetovne vojne? Te besede ne boš uporabil v časopisu, ki ga jaz urejam. Nategnil, lahko tudi z elastiko, v redu? Ja. Pusto lektorjem to, ne? Veš, kdo jih je nategnil? ISIS, ne? S čim? Recimo, da je celotno desnico, vključno slovensko, prehitil po desni. Ne? Kako je nastajal fašizem za 2. svetovno vojno? Nastajal je po nekem logičnem zaporedju, ne? In na koncu so tisti, ki so to logično zaporedje izgrajevali, v bistvu naredili to, kar je proizvedlo potem holokaust, 2. svetovno vojno in tako naprej. Ne? In zdaj pa v bistvu ISIS z enakimi potezami, kot desnica poskuša pozidati spet nacionalne okope, ne? Prehiteva in v bistvu poskuša proizvajati oziroma proizvaja učinke, za kakršne je njim zmanjkalo časa desnici. Izsiljuje desnico, po domač povedano. Ne? In zdi se mi, da se je na ta način 3. svetovna vojna že začela, oziroma če citiram Bergoglio, papeža Frančiška, ki je rekel, da traja po koščkih, ne? Da že traja, vendar po koščkih. Ne? Se mi zdi zelo dobra primerjava in se mi zdi, da se je geostrategija postavila nazaj natanko tam, kjer se je leta 1989 podrla. In to je v porušitev nekega ravnovesja, ki ga nismo marali, rekla se mu je pa hladna vojna. Se pravi, ravnovesje je potekalo simbolno na Berlinskem zidu, ne? Pa na tistih žicah, ne? Ja. Ki zdaj v Berlinu na nekem srečanju naš verjetno pač najboljši povojni pisatelj Drago Jančar spet menda v rokah držal žico, se spominjal svojih citatov oziroma svojega pisanja iz dela Augsburg in rekel, da verijo, da se žice v Evropi ne bodo nikoli več ponovile na mejah. Ne? Pa so vse. Ne? In zdaj, seveda, nihče ni verjel, vključno z mano, da bo Rusija dosegla v Siriji stopnjo relevance, kakršno dejansko dosega. Rusija je postala uspešna. Zakaj bi bilo v interesu turškega režima, da sklati Rusa dol? Ja, pojeva z drugega konca. Ne? Medvedjev je, ki je v bistvu usklajen za Putinom, ne, je obtožil Turke, da so trgovali z ISIS okrog nafte. To se pravi, da so imeli velike koristi od ISIS-a. Putin je zadnjič obtožil določene članice G20, da finančno podpirajo ISIS. Dvojne igre. Sum tega
počiva tudi na ZDA, počiva na Saudski Arabiji, počiva na Nedvomno, Katarju, počiva na vseh teh in nekaj je dejstvo. Ne. Vse skupaj se je prav začelo, če pustimo zdaj zgodovinski spomin v 60-70-ih v Afganistanu, kjer je pač za mene nedvomen krivec Sovjetska zveza, ne. In so se te domine pač začele podirati. Takrat so nastali talibani in vse, kar iz tega islamskega naboja sledi. Ne? In ko je Homeini že takrat pokazal, da se namerava v svetu plesti na islamski način, ne? Vendarle, ne, še zdaj nimamo pokritja za vojno v Iraku, nimamo ga, ne? Preprosto nimamo ga. Ne? Tisti antraks je izmišljotina bil, ne? To je fakt. Ne? Ja, Grda izmišljotina. In od takrat, ko je ameriški škorn stopil... Še danes smo enorodni, Colinu Powellu. Ja, pa mu je lahko, ne. Ja. In tudi tisto, kar je rekla Madeleine Albright takrat za 500,000 otrok, ko je novinarka vprašala, ali je bilo vredno, pa je rekla, težka odločitev, ampak bilo je vredno, ne. Sramota, ne. Ampak je pa zginali iz arhivov. Sramota velika, ne, ta izjava. 500,000 otrok ne more upravičiti. Smrti 500,000 otrok ne more upravičiti nič na svetu. Je tako? No in to, da zdaj ISIS lahko ima cele rafinerije na ozemljih, ki v bistvu niso njihova država, ki niso zabeleženi v nobenem katastru, ki niso zabeleženi v nobenih mednarodnih razvidu držav, ki niso priznani od nikogar, ne? To je po logičnem sklepanju dejstvo, ki ne more obstajati mimo vednosti in podpore velikih. A je tako? To, da je ISIS vsak dan naredil 40 milijonov dolarjev denarja, biznisa, zato da si financira to svojo krvavo vojno, je zanimivo je to. Ne? Jaz sem si ogledal na CNN-u zdaj nekaj posnetkov in je bila neka novinarka, ki je poskušala tako Sirija za Talibane pojasniti, kaj se v Siriji v resnici dogaja. In omenila 4 vojske. Ena je pač Asadova regularna, kvazi regularna vojska, druga vojska so na vzhodu ali zahodu, se ni važno. Kurdi? Ne, Kurdi so četrta. Ja. Tukaj, ti so v bistvu mislenske skupine, ki jih podpira Saudska Arabija in Katar, potem imamo Kurde in imamo ISIS. Ne. To so 4 zadeve in potem je rekla, v redu, tukaj je neka anarhija. Ne? Pravo vprašanje pa je, kdo koga podpira od velesil. Ne? In je potem povedala, ne? V bistvu te muslimanske skupine podpirajo Saudska Arabija, Katar in tako naprej in ZDA, ne? Bašarja in legalno uradno vojsko te države podpira Rusija, ne? Kurdi imajo itak svojo agendo, ki je pa seveda agenda, ki ne podpirajo Turki, ne? Oziroma jo tolčejo. Jo tolčejo in tako naprej. ISIS, a ne, je pa odprto vprašanje, kdo in kako ga podpira. Ona tega sicer na ta način ni povedala, ampak je pa tako izzvenelo. In postavlja en zelo zanimiv izraz, ne? Da pravzaprav ne gre za interno vojno, ampak gre za tako imenovano proxy war. Veš? Se pravi, sploh ne gre za real vojno tistega prostora in tistega terena, ampak gre za širšo zastopniško vojno vsega okolja tega sveta, ki šteje. Moči, velesil in tako naprej. Ne? In tukaj lahko pridemo pravzaprav... Se pravi, mi lastne pretenzije projeciramo v Sirijo, ne, pa ali pa Sircem pustimo, da se med sabo zmlatijo v... Mi kot Evropejci smo tukaj bolj kot neopazovalci. Ne? No, nismo, ne, zaradi tega, ker Charles de Gaulle, ne, tudi tolče po določenih ta trenutek tarčah. Ampak, ne, to je letalonosilka francoska. Ampak želi si, on to počne zdaj v luči terorističnih napadov na Pariz, želi pa si, da bi bila njene sile tam dol učinkovite, medtem ko se v proxy war, ne vem, če si želijo, da bi bili učinkoviti. In Rusija je očitno te štrene zmešala. Pravo vprašanje, a je tukaj Rusija good guy ali bad guy? Zelo dobro vprašanje. Jaz na njega ne znam odgovoriti, ker Rusijo tradicionalno jemljem za kako ne rečem, usposobljevalca terorističnih skupin. Tako je bilo včasih tudi Jugoslavija, ki je trenirala Gaddafija, je trenirala te palestinske teroriste in tako naprej, če se spominjaš v Titovih časih. Ne. Ampak zdaj v tem konkretnem slučaju, ne, pa gledam posnetke, kako Rusi tolčejo po konvojih, bencinskih konvojih in se vprašam, zakaj tega drugi niso storili. Se je to vendar vir financiranja
terorizma. Ja. Zakaj tega drugi niso storili? Kako je mogoče, da se že od septembra potekajo bombni napadi in pa ne vem kakšne strategije, kako je to treba ustaviti, reke beguncev so tukaj, ne? In nihče v bistvu teh stvari ni zagrabil tako, kot je treba. Rusi pa so. Ne? In na neki točki so v bistvu tudi v ZDA in druge vele sile priznale, da so Rusi učinkoviti proti pričakovanjem. Učinkoviti. Spravo so mislili, da ne bodo, pa vendarle so. Ne? In Rusi na nek način vstopajo v mednarodna razmerja na zelo zanimiv način, s tem tudi tišajo seveda ukrajinski konflikt in pa krimske težave za dobavo električne energije, kar se zelo aktivno dogaja, tam se velike stvari dogajajo, pa v bistvu svet nima več zadost spominskih bajtov, da bi procesiral vsa krizna žarišča, ne. Fokus se je preusmeril na Sirijo, ne. In Evropa je zdaj na neki točki pravzaprav na tem, da se mora vzpostaviti, da mora postaviti neko svoje stališče do tega. Mi imamo rešitev, ne? Do mi. Republika Slovenija. Ja, žičnate ograje. Ne, mislim, imamo še eno, ne? Veš, to, da prepovemo burko in potem je problem rešen. Ok, to, preden se vrneva na veliko geostrategijo, ki je bolj prijazna za debato, ne, razčišča takoj v izhodišču problem burk, ne, ali smo mi dva za, ali smo mi dva proti burkam. To je napačno vprašanje. Povej mi. To je napačno vprašanje. To ni vprašanje. To ni vprašanje. Jaz sem enostavno proti temu, da a veš, včasih, ko smo se mogli kregati o tem, ali smo za partizane ali smo za domobrance. In takrat je vedno nekdo privatiziral neko veliko podjetje v Sloveniji. Ali pa je poskušal neko politično okolje vzpostaviti zato, da so se neki skladi v dogovori z nekimi pidi, z nekimi, a veš, handle delnicami, tista se spomniš, ko so se krščanski demokrati, Cerkev pa partija pomenili, pa so zamešali celo lastniško strukturo. In takrat, ko so bili oni najbolj prijatelji, smo se mi najbolj kregali o partizanih in domobrancih. In s temi burkami je ista reč. Mi se bomo prepirali zdaj, ali bomo tako burko, tako ali tako, ker je 5 vrst burk, oziroma bom rekel, stopen zakritosti. Zakritosti glave in obraza, ne? In burka je pač najbolj skrajna, tista, da gre v bistvu čez in čez. Ne? Mi je popolnoma vseeno v tem trenutku. Ampak ne dovolim pa fašizacije slovenskega prostora za podtikanje sovraštva. Ker točno to se dogaja. Meni se tako zdi, no, da kritika liberalizma pa neoliberalizma gor ali pa dol, ne? Ja. Pa občutljivosti na liberalno, neoliberalne ideje, ki so zdaj le visoke. Ne? Ampak, ne, jaz, ko sem šel na volišče tistim, ki so izvoljeni, nisem dal mandata, da se vmešavajo v to, kako bo nekdo oblečen. Seveda ne. Predvsem pa za nečistimi nameni. Ne? To, kako jaz mislim, da predlagateljev tega spora popolnoma nič ne zanima, kako burka zgleda, pa kaj pomeni. Popolnoma nič. Ja. Zanima jih samo to, koliko sovraštva in koliko političnih točk bodo potržili iz tega spora. To je to. In meni nekaj jasno, nekaj mi je jasno. Meni je popolnoma vseeno, kakšno religiozno podstat si neko okolje, v tem primeru muslimansko, podstavi, zato recimo tako, kot imajo tudi katoliške nune, imajo lase zakrite, a ne, zato da pač ne vzbujajo čutnosti. In imajo tudi muslimanske ženske zato burke in oblike zakritosti glave in v bistvu to je pač njihova stvar in njihovo prepričanje, oni naj to imajo. Vem samo nekaj, da ko bom jaz stal za neko mizo, recimo, kar se ne bo zgodilo, ampak če bi, recimo, ko bodo neke volitve in bom jaz v komisiji v krajevni skupnosti Stara Fužina v Bohinju, ne, in mi bodo za to plačali, kar plačajo in jaz bom zainteresiran, pa bom tam sedel. In ko bo prišla neka dama za burko, bom jaz zahteval, da mi pokaže obraz in osebno izkaznico. Ker potem bom lahko naredil kljukico, da je bila tam. In me ne zanima ne verska prepričanja nič. Zanima me samo državljanska dolžnost. Ne? In okrog tega se nam nič prepirali. Če ona ne bo snela burke, ne bo volila. Pika. Amen. Ja. To je vsa filozofija. Ne bomo se sovražili, ne bomo zbujali nikakršnega ničesar. Ampak verjetno boš tudi tistega sezuka, boš čelado prišel na volišče. Ja, logično. Če bo prišel z motorjem in ne bo snel čelade, pač ne bo volil. Ne bo dobil kljukice, da je volil. In ne bo volil. Skratka,
Gre za popolnoma nepotreben spor, za nepotrebno vprašanje. Zanimiv odgovor na te debate pa so zdaj, mislim, da je neka... Drse zatošili, ko so take debate na dnevnem redu. Ja, točno tako. Ja. To je odgovor. In tudi francoski muslimani so zdaj naredili neko zanimivo koalicijo, imajo neko zbornico, kako rečem, kot gospodarska zbornica, neka muslimanska zbornica, in so zdaj sprožili idejo in bodo odreagirali bili konstruktivni do države na ta način, da bodo imamom začeli dajati koncesije. In bodo morali delati izpite. In kdor bo sovražni govor širil, ne bo dobil koncesije. Bo to sicer lahko počel, ampak se bo vedel, da ne dela v imenu muslimanov, vsaj ne francoskih. Ne. Potem ga bo pa država lahko obravnavala ločeno od celotnega paketa in sovraštvo ne bo mogoče po pavšalu polivati. Ne. A veš? In zdaj greva nazaj na geostrategijo, zato ker se točno tega tiče. A ne. Zato ker to, kar se veliki tam grejo in v veliki meri se ti spori med suniti in šiiti, med verskimi skupinami in tako naprej dogaja čist preprosto za dobrine. Ne. Gre verjetno za nafto, gre verjetno za obrambo dolarja, gre verjetno za obrambo ne vem česa, velikih iger, velikega kapitala, karkoli že, ljudje nastradajo. Ne. In zdaj pravo vprašanje za mene je to, ker sem vedno po tradiciji bil pravzaprav bolj kot ne proti rusko nastrojen. Ne. Pravo vprašanje je, a so v tej igri Rusi koristni ali ne. Pričemer ne bom dal odgovora, dal bom pa pripombo, da sem leta 1989 verjel, da se je odstranilo neko zlo, zaradi katerega bomo zdaj zaživeli v blaginji, zgodilo se je pa ravno nasprotno. Porušilo se je neko razmerje, zaradi katerega je kapitalu se zmešalo. Ne. In danes živimo verjetno duhovno, civilizacijsko slabše, kot smo takrat živeli. Ne. Čeprav smo imeli velika upanja, danes smo praktično v letu 1938 in tisto, kar se je zgodilo, to je ISIS, ne, to je neko bolezensko stanje in mi je v tem smislu zanimiv fenomen, ker je celo evropsko desnico prehitil po desni. Zaradi tega, ker vse, kar zdaj desnica poskuša narediti, je ISIS že storil. In v bistvu ga lahko samo še oponašajo, kopirajo in so kastrirani in frustrirani, zato ker oni niso uspeli dobiti tistega časa, da bi to v miru razvili do točke, kakršna je pripeljala v drugo svetovno vojno, da bi lepo tretjo svetovno vojno pripeljala. Ker v Sloveniji recimo se vidi, kako je v bistvu ti ljudje, ki poskušajo narediti to ksenofobno, nacionalistično okolje, ponoviti razmere, kakršne smo pa že poznali, recimo tam leta 1938, kako jim je zmanjkalo časa. In zdaj v bistvu sploh ne vejo, lupetajo levo, desno, se znašajo nad begunci, se znašajo zdaj so nad burke skočili, potem identiteto iščejo, korenine iščejo, ne vem kaj vse iščejo. Ne. Hkrati, zdajmo, verjetno bo zdaj hvaležna tema tudi družinski zakonik, ne. Ampak nekako nič ne prime. Nič nekako ne deluje, se sicer splošno nerazpoloženje pa sovraštvo povečuje, ampak pravih oprijemališč pa ni. Zaradi tega, ker to, kar naj bi bilo tipično slovensko, ni tipično slovensko, ampak je pravzaprav problem celotne Evrope in pravzaprav že kar problem, globalni problem. Ne. Islam je pač globalni problem, ISIS je pač globalni problem, ISIS postaja realna nevarnost. Ne. Dejansko postaja realna nevarnost. Ne. In glede tega se bodo morali vse države dogovoriti in tukaj tudi recimo tradicionalni zavezniki ne bodo mogli več skupnega jezika najdati na neki recimo ameriški taktik. Amerika bo zdaj težko Francijo prepričala, da taktizira, Francija bo vedno rekla k vragu šalo, mi hočemo zdaj stvari urediti. Stvari so postale konkretne in nevarne. Ne. A morali veliki trije na Jalto? Dobro, zdaj elektrike tam na Jalti ni. Ampak, ne, veš, Jalta, Teheran, ti veliki dogodki, ne, druge svetovne vojne so predpostavljali, ne, zmožnost koalicije, ki gre daleč preko mej rdeči, črni, kapitalisti, komunisti, ne, zato da se zoperstaviš zlu, absolutnemu zlu nacizma. Glej, da bi odgovorili na to vprašanje, se moral vprašati, kdo danes vodi Ameriko, demokracija ali kapital? To je pravo vprašanje. Ne? In zdi se, da to dela kapital. Kdo danes vodi Rusijo? Rusijo vodi Putin. Tako je, Rusija je zelo prepoznavna in transparentna v tem smislu. Se točno ve, da tam demokracija nima kaj iskati, da je tam nacionalni interes, da je tam nacionalna strategija, da bo zdaj v bistvu strahovit padec standarda lepo upravičil Putin z vojno in ljudje bodo temu pritrdili. To se ve zdaj. Ne?
Ve se tudi to, da bojo ponosni, zato ker bo Rusijo postavil nazaj na zemljevid velesil in to v obliki celo, bom rekel, ene od strani v ravnovesju, svetovnem ravnovesju. Oziroma, da bo to poskusil. Očitno je to tudi zmožen. Očitno stepske prostranosti in sibirska rudna bogatstva omogočajo ta luksus, da si lahko prvoš vojno industrijo. Ja, problem je, ne, ko so cene plinu, nafti in tako naprej, ne, strahovito padle, ne, zaradi tega, ker so Amerisi izmislili, ne, da se nafto ne vrta več samo tako, ampak tudi tako. Ne. Ja, sej. En cel kup problemov je, za katere v bistvu pada človečnost, humaniteta, da ne rečem človekove pravice. Ne. In to se pravi, če bi si odgovorili na to, da vele sile, ki posedujejo moč, ne, veliko moč, jedrsko moč, vojaško moč in tako naprej, niso reprezentant moči, kakršna je potrebna civilizaciji, ne, potem se postavi seveda naslednje vprašanje, ali je svet zmožen narediti tak korak nazaj, kot so ga naredili takrat, ko si ti rekel na Jalti, oziroma kasneje, leta 1945 z ustanovitvijo Združenih narodov. Kar pomeni, da bi bilo treba moč preseliti od posedovalcev orožja nazaj v skupščino, ki se ji reče svetovna skupnost, ki se ji reče Združeni narodi in ki se ji reče, vsi smo prebivalci tega planeta, zdaj pa poskušajmo najti način, da svet potegnemo iz 3. svetovne vojne, ki že traja, po koščkih bomo rekli, traja, utegne biti pa že zelo nevarna. To se pravi, zdaj pa ne Amerika stopi korak nazaj, Rusija bo mogla stopiti korak nazaj, skratka neki, ustanoviti mir v Siriji in identificirati prave interese. Ne. Pravi interesi v Siriji zanesljivo niso tisti, ki nam jih prodajajo, to so verski, ampak so kapitalski, jaz sem popolnoma prepričan, oziroma za surovine in te zadeve. In to pač bo treba narediti. Zdaj, ker je pa Slovenija, ne, najpomembnejša država na svetu, ker je Slovenija tista, ki je edina suverena in pametna, ne, bi pa verjetno, govorim v luči nacionalistične propagande, ne, potem bi si v bistvu lahko iz ramen sneli to žaljivost pa iz roke jedli ISIS-u, ne, pa naredili res neko suverenostno postavko, pač v tem smislu, da bi v Sloveniji gradili na tistem, kar določa svetovno skupnost, ne, in to je temeljna deklaracija o človekovih pravicah, imaš tam, mislim, na 14. členu celo pravico ljudi, ki jih države izganjajo ali pa kjer so vojne, da iščejo svojo varnost v drugih državah in tako naprej, in bi bili do te stvari mogoče majhen tolerantni, majhen kooperativni. Ne gre za to, da ne bi spremljali potencialnega terorističnega toka, ampak za to, da ne bi ob tem pridodajali sovražne govorice, pridodajali napetosti in se obnašali, da se ta svet ne spreminja. Mi lahko zapremo meje, ampak zato svet ne bo popolnoma nič drugačen, smo čisto premajhni. Ne. Lahko pa sebe uničimo na ta način, duhovno govorim, si lahko ustavno vzdušje porušimo, lahko ustavo na koncu celo zažgemo. Ne. In to, kar je Jančar povedal, je res. Ne? Kdo bi si mislil, da bomo spet postavljali žičnate ograje na mejah? Ne? Kdo bi si mislil? To je res slab signal. Ne? Veš, zdaj, ne vem, Francozi za en mesec vsaj nek alibi, da so poslali vojsko na ulice. Ne? Ampak čez 2-3 mesece, ne, se bodo morali pa začeti spraševati, ali ni to postalo stanje duha. Ne? Veš, se čudno, ne? Ampak prav si v uvodu povedal, ne, zrušenje tega aviona, ne, je na nek nepomemben, neviden, mogoče celo neprezaznaven način lahko zelo pomemben dogodek, pa zelo prelomen dogodek. Ne. Ker se bo treba pogovarjati o nekih temeljnih stvarih, o razmerjih moči. Ne. Turki so šli zelo daleč. Ne. Američani se od tega pomalom ograjujejo, Turki so zdaj rekli, naredimo vrh NATO. Zdaj pa tako, ne, Rusija pa Turčija sta pa izredno pomembna trgovinska partnerja in Rusi so že rekli, da bodo Turki in vojaška, ne, in vojaška, še kaj, ne. Ja. Še kaj. Dobar, hvala lepa.